Po gostovanju v Velenju se moštvo pripravlja na obračun s Krko, ki bo v Ljudskem vrtu v soboto ob 17:45. Medtem pa sta direktor Bojan Ban in predsednik Drago Cotar glede na nekatere navedbe v javnosti glede poslovanja kluba in financ pojasnila, da je klub v odličnem finančnem stanju, od strategije, ki je v preteklih letih nosila uspehe, pa da ne bo odstopal. Seveda se pojavljajo vprašanja, izpad iz Evrope, kaj to finančno pomeni za delovanje kluba. Dejstvo je to, da smo mi na ta scenarij bili že pripravljeni od samega začetka, torej jasno je, da v športu ni nobene garancije, čeprav mogoče čas zdaj ni najprimernejši, smo pač v eni fazi, v kakršni smo, ampak kar je normalno v športu. Nogometni klub Maribor nima niti evra dolga do bilo katerega torej dobavitelja, niti evra kredita in dovolj denarja na transakcijskem računu za nemoteno poslovanje, kar lep čas. Mi smo tukaj, da zagotavljamo stabilnost. Torej, stabilnost kluba je tisto, kar je največ. Pustimo rezultate, rezultati pridejo in grejo. Jasno, včasih se pojavi tudi rezultatska pa igralna kriza, to je zdaj druga zgodba, ampak iz finančnega položaja je nogometni klub Maribor stabilen klub, jasno, manj je dohodkov kot lansko leto, ki je bilo rekordno leto v zgodovini nogometnega kluba Maribor. Nam je tudi vsem jasno, da se to ne more ponavljati vsako leto in mi smo na te situacije pripravljeni. Torej, v izogib kakršnikoli finančni krizi, ki je denar, jasno, mi smo tudi za informacijo ponovno v lanskoletnem obdobju, torej za leto 2014, plačali državi 284 000 € davka na dobiček, že 6. leto zapored, kar dejansko izkazuje transparentno in pa seveda dobro in stabilno, predvsem stabilno poslovanje nogometnega kluba Maribor. Naša filozofija je, bom rekel, zdaj že skoraj 9 let enaka v klubu. Ne delamo nekih radikalnih rezov, ne menjujemo trenerjev po 2 tekmah, ne menjujemo 3/4 moštva prvega po 2, bom rekel, slabih tekmah, ampak se pač trudimo, da to, kar smo do zdaj počeli, še tudi nadaljujemo. To, da smo izbrali pravo pot, dokazujejo, bom rekel, rezultati, ki smo jih dosegali v preteklih letih. Nenazadnje je NK Maribor pred 9 leti bil res v globokem finančnem minusu, v klub je bil v razsulu in takrat smo se odločili, da bomo počeli to, kar smo počeli do sedaj in tudi bomo nadaljevali, kar pomeni, da bomo brez velikih špekulacij z špekulativnimi nakupi, bom rekel, dragih igralcev, poskušali, upali, da bomo dosegli kakršenkoli rezultat. Naše poslanstvo je, da klub deluje tako, kot je deloval do sedaj in trdno smo prepričani, da bo z trdim delom, z disciplino, mogoče z nekaterimi spremembami v tekmovalnem delu. Jaz se ne spuščam v strategijo, bom rekel, trenerjev in športnega direktorja, da bomo tudi uspešni, tako kot smo že bili. Dejstvo pa je, da tako vsi veste in vi, da po velikih uspehih je pač manjši neuspeh, to, kar se nam je dogodilo v začetku letošnje sezone, se toliko večje vidi. Mi smo to sicer pričakovali, nismo veseli, bomo pa naredili vse, da se bo ta stvar spremenila.